Na današnji seji Državnega zbora bomo predstavili točko dnevnega reda stanje v pravosodju, politični vplivi nanj in ukrepi za ureditev stanja. V glavnem lahko strnem današnjo sejo v nekaj točkah. Izhajajoč iz dejstva, da pravna država ne deluje, odnosno da pravna država deluje izjemno slabo, da ima dvojna merila, ena za revne, za tiste ljudi, ki jim lahko rečemo tudi kurji tatovi, druga merila pa za tiste, ki pokradejo veliko premoženje in niso nikoli obsojeni, lahko iz tega zaključimo, da je ta pravna država neučinkovita in eden od sklopov, ki ga bomo danes predstavili, je prav to, da je potrebno na področju organiziranega kriminala, najhujših gospodarskih kriminal, korupcijskih kaznivih dejanj in tako dalje, podvzeti nujne ukrepe za to, da ne bo več prihajalo do takih primerov, kot je recimo primer Satex, kjer so tako rekoč pokradli 11,6 milijonov evrov in po 14 letih sojenja, bolje rečeno ne sojenja, so bili zaradi zastaranja oprani vse krivde. Davkoplačevalci bodo to plačali, nenazadnje bodo obdolženim plačali celo odškodnino. To je eden od takih primerov. Drugi tak primer je Meglič, ki že peto leto, torej naš državljan iz Tržiča, ki že peto leto čaka na sodbo v primeru bulmastifov. Ti isti psi so ga namreč pred 5 leti pogrizli. On po 5 letih ni dočakal pravičnega sojenja, ni dočakal odškodnine, nasprotno pa so, recimo, kot primer sodišča, upravno sodišče, je v enem samem dnevu odločilo o tem, da je treba bulmastife vrniti lastniku. To so primeri, na katere želimo opozoriti. V nadaljevanju pa ne rečem še naslednje. Minister Zalar je tisti in zakonodajna veja oblasti tista, predvsem pa minister Zalar kot predlagatelj, da prinaša v Državni zbor take zakone, ki bodo sodnikom omogočili hitrejše sojenje, učinkovitejše sojenje, boljše postopke. Na drugi strani je sodna veja oblasti, na katero tudi želimo opozoriti. Sodna veja oblasti je potrebna samoočiščenja. Samoočiščenja v tistem smislu, da napravi sama sebe učinkovito službo, učinkovit servis državljanom na pravosodnem področju. Mene veselijo nekatere izjave trenutnega predsednika gospoda Masleše, ki je povedal nekaj podobnega. Če bo do tega prišlo, in upajmo, da bo do tega prišlo, mu bo potrebno tudi čestitati, ne glede na to, da smo nasprotovali njegovemu imenovanju. Naj pa za zaključek rečem mogoče še naslednje. Ministrica Katarina Kresal je poslance SDS, pripadnike SDS, tudi na to bomo opozorili danes, imenovala čreda. Čreda je po slovarju slovenskega knjižnega jezika velika skupina živali. Jaz nisem opazil, da bi se oglasil predsednik države, parlamenta, mogoče vlade, kak koalicijski prvak, ki bi tako besedišče ministrice Kresalove obsodil. Sprašujem se, seveda, ali gre za sovražni govor, ali gre za, bom rekel, zmerjanje opozicije ali karkoli. Tudi reakcije bi bile potrebne. V vsakem primeru lahko rečem, da pravzaprav smo lahko na račun te ministrice in njene izjave tudi veseli. Nenazadnje 27 poslancev nas je, nenazadnje 30.000 članov stranke imamo, skoraj 30.000, in 307.000 in nekaj volivcev, ki so nas volili leta 2008. Če je to čreda, po njenem mnenju, naj tako tudi ustavi. Vendar ta čreda se veča, iz dneva v dan. To je vidno na vsakem koraku, javnomnenjske ankete nam rastejo. Res pa je, da njena stranka, ki bi jo morda lahko poimenovali s krdelom, ker pa je manjša skupina ljudi, pa neprestano pada.